Lepo pozdravljeni, dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorom. Končno se pogovarjamo o letu 2023. Vaše daleč najbolj pogosto vprašanje, ki mi ga postavljate, je, kdaj bo končno mir? Ali bo končno 2023 mir, o katerem smo toliko govorili že od leta nekako 2011? No, mir bo, ko bomo nanj kot človeštvo pripravljeni. Leto 2023 bo zelo zanimivo. Seštevek je 7. 7 simbolizira misticizem, osebnostno rast, duhovno rast, podzavest, vse tisto, kar je subtilno, vse tisto, kar je očem skrito, vse tisto, česar smo se pravzaprav učili začutiti v letu 2022, ki je bilo mojstrsko, za katerega je večina ljudi menilo, da ravno zato, ker je mojstrsko, bo sila lahkotno, da se bomo kar razcveteli in vsi se bomo razbohotili in življenje bo fantastično. Pa velikokrat ni tako. Če pogledamo življenjske poti največjih mojstrov, običajno niso bile posute ravno z dragocenim kamenjem in rožicami, ampak so bile bolj kot ne posute s trnjem, izzivi, čerimi in tako naprej. Torej, če je letošnje leto 2022 za vas bilo zelo naporno, to pravzaprav pomeni, da ste še posebej negovali mojstra v sebi. Vse to, kar je pritegnilo na plano letošnje leto, torej 2022, se bo v letu 2023 izkazalo za potrebno za vašo osebno in duhovno rast. Kar je vedno tako, saj to vsi vemo. Ampak sem ter tja v življenju pridejo trenutki, ko pa imamo dovolj, ko pa bi se radi preprosto spočili, ko pa bi radi preprosto imeli mir. In zakaj je ta mir tako zelo pomemben? Ko se sprašujemo, ali je nek uvid, neka misel, neka zaznava, pravzaprav intuicija, ali gre za našo domišljijo, ali gre za naš strah, ali si to domišljamo, ali je to res, kaj je tisto, po čemer vemo, da gre resnično za intuicijo? Občutek miru. Ko smo v zdravem odnosu, ko funkcioniramo na zdrav način, ko nismo v odnosu s toksično osebo, ko nismo v toksični situaciji, občutimo mir. Torej, mir je ta najbolj dragoceni občutek, ki ga v življenju lahko sploh doživimo, kajti pravzaprav ta občutek miru nam daje potrditev, da smo na pravi poti. Na tej poti smo lahko razigrani, veseli, radostni, ustvarjalni, se veselimo vsakega dneva posebej, ali pa smo zamorjeni, žalostni, morda smo ravnokar utrpeli krivico, izgubo, razočaranje. Ampak v sebi še vedno čutimo mir, kadar smo na pravi poti. Kadar smo na poti sebe, kadar živimo sebe v svoji notranjosti, v resnici občutimo v prvi vrsti mir. Šele na to smo morda razočarani, pa jezni, pa utrujeni, ali pa veseli, pa zaljubljeni, pa polni energije. Ampak v prvi vrsti ta osnoven občutek je mir. To ponavljam zato, ker bo leto 2023 pritiskalo na vse tiste naše vzvode, vzorce, rane, izkušnje, spomine, kjer miru še ni. To je pravzaprav fantastično, kajti bistvo tega ni, da nam zdaj življenje nagaja, ni, da smo zdaj obdani z nekim prekletstvom, kaznijo, bom rekla, samimi izzivi. Sploh ne. Pravzaprav nam daje to največje darilo, ki mu rečemo mir in sprejemanje sebe. Kako drugače boste živeli sebe, če ne boste sebe najprej sprejeli? Kako drugače boste resnično dosegali svoj najvišji, najmočnejši, najboljši potencial, če sebe ne boste sprejeli? In naj vam že kar tako zdajle namignem, leto 2024 bo leto 8, končnica 4. Kateri svoj potencial v resnici ne živite, se bo takrat pokazalo. Število 7 je tisto, ki simbolizira osebnostno rast, raziskovanje, analiziranje, bom rekla, razkrinkanje. Torej, lahko ga primerjamo s teorijo, z učenjem, s spoznavanjem. Ko boste sebe resnično spoznali, boste sebe resnično živeli. In ta bum, bom rekla, ti rezultati, sadeži vašega trdega dela se bodo poznali najbolj v letu 2024. Torej, tekom 2023 bodimo v trenutku in bodimo v sebi. Sprašujmo sebe, kaj je za nas sprejemljivo. Sprašujmo sebe, kaj mi mislimo, kaj mi občutimo, kaj nam daje mir, kaj z nami resonira. Kaj je pravzaprav tisto, kjer vi sebe vidite? Ljudje smo si različni, osrečujejo nas različne stvari in edino pravilno je tako. Nekaj, kar osrečuje mene, seveda vas ne in obratno. In tako je prav.
Ampak pravi tudi, da vi točno veste, kaj vas osrečuje in da jaz vem, kaj mene osrečuje in da se dobimo nekje na sredi poti. Srednja pot vedno obstaja. Učili smo se leta 2022, od leta 2011, ko so se nekako energije ega, mene, mojega prav, moje potrebe po premoči, bom rekla tudi mojega prepričanja, da imam prav in da lahko ta prav vsiljujem v ljudi. Zdaj govorimo o kolektivni zavesti. Od leta 2011 so se te kolektivne zavesti, ki so zastarele, ki temeljijo na opresiji, na agresiji, na boju med menoj in vami, med levimi in desnimi, med belim in črnim, med tistimi, ki so se cepili in med tistimi, ki se niso in tako naprej. Dovolj je bilo tega bojevanja. Stopimo v energijo zavedanja, da vi imate svoj prav, jaz imam svoj prav. Dokler vi svojega prava ne vsiljujete meni in jaz ne vam, zakaj ne bi sobivala? Zakaj ne bi bili vi v rumeni in jaz v vijolični? Kaj je s tem narobe? Jaz verjamem, da mnogi izmed vas ste skomignili in rekli seveda, da nič. Mnogi pa, če pogledamo v svoje okolje, če pogledamo na socialna omrežja, kako se mnenja krešajo, kako zelo so ljudje sovražni lahko v komentiranju mnenja nekoga ali stališča nekoga, s komer se ne strinjajo. Torej, bolj ko se bomo pomikali proti letu 2026, bolj pa bo v ospredje prihajalo občutek sočutja za tiste, za kogar menite, da si sočutja ne zaslužijo. Ne bomo zdaj preveč prehitevali, samo želela bi razložiti ta cikl, ki se je pričel 2022, kam pravzaprav vodi. Torej, ko se učimo biti sočutni do sebe, to predvsem pomeni, da sprejemamo tiste dele sebe, ki nam niso všeč. To ne pomeni, da jih odobravamo, to ne pomeni, da se s tem hvalimo, to ne pomeni, da kar naenkrat rečemo, hudirja, takšen pač sem. Torej, če denimo ste zelo impulzivni, zelo skipljivi, če gre za neko osebo, ki zelo hitro je morda žaljiva in tako naprej, loputa z vrati, itd., dajmo temu reči, da je to vzorec, ki nam ni všeč pri sebi. To ne pomeni, da bomo rekli, kar naj se navadijo, takšen pač sem, takšna pač sem. To pomeni, da bomo v letu 2024 skušali ta vzorec spremeniti. Če gremo zelo nazaj, ko se otroček rodi, se rodi brez nekih prepričanj, se rodi brez strahu, se rodi brez rasističnih nagranj, seksističnih nagranj, agresivnih nagranj. Vsak otroček, ki se rodi zvedav, se rodi radosten, radoveden in odprt svetu, iz katerega srka informacije, jih ponotranja in jih seveda doživlja kot svoje lastne. Ampak danes nismo več ta otrok. Zato so potrebna obdobja, kot so mojstrska leta, kot so karmična leta, kot so taka pomembna obdobja, v katerih smo vendarle od leta 2011 vpeti, da začnemo spreminjati sebe in tako kolektivno zavest. In tukaj smo prišli do ključne točke leta 2023. Kako spreminjamo sebe, da bi spremenili svet? Kako bomo mi spremenili svojo zavest, svoj nivo osebe, svojo lastno kvaliteto, da bi spremenili svet? Kajti leto 2023 v prvi vrsti spreminja kolektivna zavest. Kaj je prav, kaj je narobe? To bi lahko primerjali s časom, ko se je odpravljalo sužnje lastništvo. Se pravi, potrebna je bila sprememba v zavesti celote. Celota pa ste vi in jaz. In pomemben del celote ste in kako zelo hitro na to znamo pozabiti. Torej, v življenju lahko pričakujemo v vsakdanjih dogodkih, v vsakdanjih obveznostih, v vsakdanjih odzivih naše okolice, da nas bo točno na to spominjalo, na našo lastno dragocenost. Ampak kako se to ponavadi zgodi? Da imamo občutek, da smo nepomembni, da imamo občutek, da nas ne slišijo, da nas ne upoštevajo, da nas ne razumejo, da smo obdani z ljudmi, ki nekako z nami ne resonirajo. Torej, to lahko pričakujemo v samem pričetku leta, da bomo pričeli vse bolj zaznavati, še bolj kot 2022, da z določenimi ljudmi, situacijami, odnosi, načini delovanja, sodelovanja, življenja ne resoniramo več. In kaj boste storili, dragi moji? Kaj boste storili, ko boste ugotovili, da z nekom pač nekako ne gre več? Ali boste to osebo želeli spremeniti? Ali boste sebe spreminjali, na način, da boste svojo vibracijo nižali? Ali boste preprosto sprejeli dejstvo, da včasih v življenju pridemo do konca poti nekega odnosa, neke navade, nekega načina delovanja? To pravzaprav je življenje.
Ko se rodimo, potrebujemo pleničke, potrebujemo slinček, potrebujemo pomoč. Tekom življenja gremo skozi mnogo ciklov, spoznamo mnogo ljudi, spoznamo mnogo prijateljčkov v vrtcu, pa potem v osnovni šoli, pa v srednji šoli, pa na faksu, pa v eni službi, pa v drugi službi. Tisti pravi odnosi ostanejo vedno z nami. Včasih gremo malo na pauzo, se zgodi, da nekoga dalj časa ne vidimo, ne slišimo, pa se srečamo čez 10-15 let, pa je občutek, kot da ta čas ne bi minil. So odnosi, v katerih se običajno srečamo takrat, ko nekdo potrebuje pomoč ali pa ko se nekomu nekaj pomembnega zgodi na porokah, na pogrebih in tako naprej. Ampak ta pristnost odnosa, to, da nam je mar do nekoga, je še vedno prisotna. In so odnosi z ljudmi, s katerimi se srečujemo vsak dan, ki pa morda niso enako kvalitetni in globoki. Tu običajno govorimo o odnosih s sodelavci, s kolegi, morda z nekom, s komer igrate košarko, sosedji. Torej odnosi, ki so pogosti, ampak plitki. Ti odnosi v letošnjem letu ne bodo na tapeti. 2022 vemo, da smo delali predvsem na ljubezni do sebe, odnosu z najbližjimi, torej vsa ta čustvena intenziteta. Bom rekla, ta tudi čustvena drama, močno čustveno emotivno odzivanje, to se bo umirilo. Tudi, bom rekla, toliko nenavadnih zgodb sem slišala v letu 2022 na področju odnosov, na področju razhajanja ali spoznavanja. Veliko je bilo sorodnih duš, ki so se med seboj našle, veliko je bilo pa na žalost tudi soočenja z dejstvom, da nekako ne gre več naprej. V letu 2023 lahko pričakujemo, da si bomo lažje z razumom pomagali, da bomo lažje trezneje razmišljali, da bomo lažje presodili, da bomo sicer več analizirali, bili bolj pikolovski, lahko bi se obešali na besede en drugemu, mogoče bomo iskali Šivankova, kupu zrna, sena. Veliko bo podrobnosti, ki ne bodo najbolj pomembne, nam pa se bodo morda zdele ključne. Torej, opozorilo za leto 2023 je, bodite natančni, seveda so detajli pomembni. Včasih pa je potrebno zgolj presoditi, kje biti zelo perfekcionistični in kje pa morda te potrebe ni. In jaz v delu z vami v svetovanjih velikokrat dam tole primerjavo. Če govorim z osebo, ki je zelo perfekcionistična, zelo stroga do sebe, zelo zahtevna do sebe in do okolice in do sveta, se pravi, da je pikolovska, da je natančna, to je super, če govorimo denimo o presaditvi srca. Če ste vi kirurg in boste zdajle presadili srce, absolutno bodite najbolj perfekcionistični, kar ste lahko. Če pa zjutraj kuhate kavo, pa morda dajte popustiti to strogost do sebe. Kajti ta strogost se bo za vse nas prebudila v naslednjem letu. Kajti kako bomo dvignili svojo kvaliteto? Kako bomo dvignili sebe? Kako bomo spremenili svet? Tako da bomo najprej ozavestili vse, kar je s tem narobe. Zelo pomembno pa je, da se ne upnemo v vsako situacijo, da ne komentiramo vsake stvari, da nismo zajedljivi, da nismo žaljivi. Se pravi, tudi če imate na drugi strani nekoga, komur želite podati nasvet, svoje mnenje, mu ponuditi pomoč. Bodite pri tem spoštljivi in tega ne vsiljujte. Morda na drugi strani ta oseba še ni tam, da bi lahko pomoč sprejela, morda potrebuje drugačno pomoč, morda pa je ta pot osebe popolnoma drugačna od vaše. Tega ne vemo, ampak ena velika pas leta 2023 bo, da bi z najboljšimi nameni lahko naredili kar veliko štalo, bom po domače povedala. Torej 2023 je leto, v katerem bo število 7 nekako žugalo za nami, nam bo govorilo, nisi dovolj dober, nisi dovolj hiter, nisi dovolj to, nisi dovolj uno. In tu se bo pravzaprav pokazala, kakšna je naša samopodoba, ki pa je pravzaprav, dragi moji, preprosto odraz ljubezni do sebe. Kajti jaz sem lahko zelo vzkipljiva, zelo karkoli že dojemam kot negativnega ali napačnega. Pa če zmorem sebe imeti vseeno rada, bom to, karkoli menim, da je narobe, zmogla spremeniti in ozdraviti. Vse tisto, kar sovražimo, pa ne bomo zmogli spremeniti, kajti to teptamo. Če primerjamo, vzemimo si zdajle trenutek časa. Najdite tisto lastnost pri sebi, ki vas najbolj moti.
Najdite tisto lastnost pri sebi, za katero vas najpogosteje kritizirajo. Kaj je tisti najbolj pogosti očitek, katerega ste deležni? Kaj je tisto, kar vam je govorila mama, pa ata, pa učiteljica, pa partnerji, pa prijatelji, pa sodelavci, pa vsi? Kaj je tisto, kar nekako pri sebi prepoznavate, zaznavate kot nedobrodošlo strani okolice in kaj je tisto, kot vi dojemate in zaznavate kot nedobrodošlo vi. Kajti mnogokrat je tako, da smo mi do sebe prestrogi, pa nam okolica reče, sploh ni tako hudo, ampak mi že vemo, da je to grozno. Torej, te dve lastnosti si zdajle prikličite nekako kot dve kroglici. Ja? Zdaj pa si ti dve kroglici predstavljate kot majhnega, preplašenega otroka. Kajti vse to, kar izhaja iz tu, izhaja iz strahu. To nam je vsem jasno. Ali izhajamo z ljubezni, ali izhajamo iz strahu. Se pravi, to, česar mi nočemo, karkoli je negativnega, izhaja absolutno iz strahu. Torej, predstavljajte si majhnega, preplašenega otročka. Ali se bo pomiril, če boste nanj vpili? Ali se bo pomiril, če ga boste še bolj sovražili? Ali se bo pomiril, če ga boste objeli, sprejeli, pomirili? In strah, kakorkoli to morda zveni za lase privlečeno zdajle, deluje na popolnoma enak način. Če gremo v gore in triznemo in nas je strah nekega določenega koraka, ko nas nekdo pomiri, da je tam z nami, nam da roko, nam pomaga čez, strah zvodeni. To moram jaz nujno probati naslednjič, ko grem k zobozdravniku. Strah je tisti, ki ga lahko pozdravimo z ljubeznijo. In vse tisto, kar ne maramo, lahko pozdravimo z ljubeznijo. Kako zelo resničen je citat: tema ne more pregnati teme, samo svetloba jo lahko. Torej, dragi moji, prižgite to ljubezen, svetlobo, razumevanje, sočutje, resnico v svojem življenju in lažje boste presegli popolnoma vse ovire, ki jih imate. Torej, naj vam ta vaja pomaga v celotnem letu 2023. Jaz pa verjamem, da vas zelo zanima, kaj glede na vaš rojstni datum letošnje leto vam prinaša. Torej, kar dajte hitro sešteti svoje število življenjske poti. To pomeni, da toliko časa seštevate svoj rojstni datum, da pridete do ene same cifre. Zdajle imate tudi formulo na zaslonu, pa si jo poglejte. Torej, tisti, ki imate enko, drage enkice, letošnje leto bo za vas zahtevno. Zahtevno bo v smislu, da boste do sebe morda preveč zahtevni. Določene stvari ne grejo čez noč. Določene stvari zahtevajo svoj čas. Podobno kot otrok se ne nauči hoditi v sekundi, v enem dnevu in v prvem poskusu, tudi vi, dragi moji, ne glede na to, koliko ste stari, ne glede na to, koliko izkušenj in znanja imate, se določeni stvari žal ali pa na srečo ne boste naučili v prvem poskusu. In morda je ravno tukaj bistvo, ki ga iščete. Ne v tem, da ste pa takoj ta najboljši, pa da vse znate, pa da vam vse gre, ampak v procesu učenja, ki vam bo ravno preko teh trenutkov, ko se vam bo zdelo, da niste top, prineslo največje darilo, druge možnosti. Torej, drage enke, zelo znate biti sfokusirane, zelo znate biti usmerjene v tem letu. Dovolite vsem možnostim na plano, preden se odločite. Torej, drage enkice, v easy v naslednje leto. Število življenjske poti 2. Torej, dvojkice, za vas pa velja potrpežljivo, pa po svoji poti. Po svoji poti, dvojkice. Za vas je značilno, da tako zelo razumete druge, da včasih kar malo ponotranjite njihova prepričanja, njihova mnenja, njihova načela. To je super, da znate razumeti drugo plat zgodbe, izvrstno je, da znate biti strpni, sočutni, da znate ponuditi podporo in pomoč. Zelo, zelo kritično pa je, kadar pozabite na to, kdo ste vi, kaj vas osrečuje in kaj pravzaprav je vaša pot. Torej, leto 2024 bo v prvi vrsti kazalo vse tiste možnosti, ki jih sicer morda niste opazili, predvsem pa vse tiste priložnosti, katere ste zapravili, zato ker ste druge postavili na prvo mesto. Torej, leto 2023 naj bo za vas obdobje, ko nekako stopite iz poti, ki so od vas pričakovane, na tisto pravo pot, ki je vaša.
Torej, prisluhnite predvsem sebi. Tega ste se učili celotno leto 2023. Tako da kar tako naprej, drage moje dvojkice. Število življenjske poti 3. Poglejte, končnica leta je tudi 3. Za vas bo to ustvarjalno leto, pomembno leto, leto, ko se boste nekako vrnili v svoje otroštvo, v svoje spomine, v svoje želje, v svoja hrepenenja. Podobno kot velja tudi za dvojkice. Ste fantastični v tem, da znate nekomu drugemu polepšati dan. Ste fantastični v tem, da znate pričarati čarobno vzdušje, pričarati najlepša presenečenja. Naj bo sedaj čas tudi za vas. Bodite pa zelo pozorni, kajti lahko bi vam nagajala domišljija. Torej, ni čisto vse, kar vam bo prišlo na misel intuicija, ne bo čisto vse, kar si boste zamislili v svoji glavi, tudi uresničeno, in s tem ni nič narobe. To ne pomeni, da vi počnete kaj narobe, to ne pomeni, da je z vašimi željami kaj narobe, to morda samo preprosto pomeni, da še ni pravi čas. Torej, drage trojkice, naj bo ustvarjalno, naj bo kreativno, vi pa bodite tisti, ki boste to ustvarjalnost, to kreativnost vedno znova krmarili v pozitivne vode. Torej, stran od črnih misli tekom leta 2024. Drage moje štirke, torej število življenjske poti 4. Letošnje leto vam bo mnogo bolj pisano na kožo, kot je bilo lansko leto, kajti stopamo v mnogo bolj racionalne energije, lažje boste trezno razmišljali, lažje boste analizirali sebe, lažje se boste, bom rekla, tudi premaknili naprej. Manj bo teh čustvenih izzivov in držljajev, kar pa ne pomeni, da bo samo leto mirno. Pomeni pa, da boste delali predvsem na svojih gradnikih, na svojih prepričanjih, na svojih vzorcih, ki se sprožajo na podlagi strahu. Torej, čisto vsak izziv, ki se bo vam postavil na pot, ni vaša karma, pa ni vaša lekcija, pa ni nekaj, kar morate nujno preseči, pa ni nekaj, v čemer morate nujno ostati. Marsikatera situacija v letošnjem letu za vas, drage štirke, bo pravzaprav potrditev, da ste strah že premagali. Torej, ne se pretirano zapletati v vse tiste situacije, odnose, izzive, komentarje in poti, ki ne vodijo tja, kjer je za vas varno in za vas lepo. Ta občutek varnosti pa bo prebudil le občutek miru, ki ga imate vi v sebi. Pa smo znova na začetku oddaje. Število življenjske poti 5. Drage petke, letošnje leto bo malo navihano, pa malo, bom kar po domače rekla, zateženo. Glede na to, da na nas vpliva število 7, ki je zelo natančno, zelo specifično, zelo osredotočeno na malenkosti, bo morda prihajalo do situacij, ko boste prehitri, mogoče tudi malo površni. Po drugi strani pa boste svojo okolico vedno znova opominjali na svobodo izbire, kar je zelo pomembno in petke ste v temu izvrste. Mnogokrat smo hitro ukalupljeni v to, kar menimo, da je prav, v to, kar mi menimo, da moramo doseči, potem pa pride mimo nas kakšna navihana petka, pa reče, pa da je sprost se mal. Torej, leto 2024 bo sicer prineslo tudi za vas sprostitev, po drugi strani pa bo izziv vztrajati pri zadanem. Se pravi, po eni strani boste tistim, ki so preresni, malo pomagali se sprostiti, pa zaživeti, pa biti bolj dinamični, po drugi strani pa se bo po vsej verjetnosti pojavilo v vašem življenju ali oseba, ali odnos, ali situacija, ki bo nekako malo zelo resno vplivala ali vam sporočala, da mora biti, pa je treba neke stvari vseeno spraviti v red. Tista neka zlata sredina, ta prava sredina, ki je vaša sredina, pa je prava pot. Torej, ne se bati, nočem reči, da bo leto zelo strogo do vas, bodo pa sigurno pred vami situacije, v katerih boste imeli občutek, da ste omejeni. Število življenjske poti 6. Drage šestice, končno je leto 2022 za vami. Te intenzivne energije šestke bodo kmalu pričele popuščati. Sedmica pa morda vam ne bo najbolj všeč, ker deluje po razumu, po racionalnem pristopu. Vi pa vendarle delujete iz svojega srčka in želite dobro celemu svetu, najbolj pa tistim, ki jih imate najrajši. Ampak dobra novica je, da si boste končno malo spočili in da določene zelo čustvene situacije iz leta 2022 bodo končno dobile nek smisel. Končno bo prišlo do tega, aha, zato trenutka. Največje darilo letošnjega leta za vas je prepoznavanje manipulacij, toksičnih odnosov, vseh oseb, ki za vas in do vas
niso dobre, niso spoštljive. Se pravi, tekom leta se bodo zagotovo pojavljale nove osebe, ki vas bodo spominjale ali spomnile na nekoga iz preteklosti. Pravzaprav namen teh oseb ni, da bi vam zdaj vesolje reklo, ničesar se niste naučili šestke, zato imate znova tukaj enega narcisa v svoji bližini. Ampak ravno obratno, življenje, vesolje, energija vam želi postreči situacijo, v kateri boste vi tega narcisa, manipulatorja, toksično situacijo ali odnos prepoznali mnogo prej. Torej vse te nauke iz leta 2022 zdaj uporabite v letu 2023 in lažje bo krmariti skozi. Število življenjske poti 7. Drage sedmice, ve pa boste prišle na svoj račun letos. Sedmica je tista, ki se rada uči, rada razvija, rada raste, rada izpopolnjuje, rada dela na sebi, rada tudi svetuje. Vsi tisti, ki ste pri meni naročili numerološko analizo, veste, da vas bo življenje slej kot prej postavilo v vlogo učitelja. Tadam! Torej, v letošnjem letu se od vas pričakuje, da svoje znanje delite, da ga izražate. Seveda, marsikomu morda to ne bo všeč, marsikdo bo rekel, da ste zateženi, marsikdo bo rekel, ja, koliko ste pameten, pa ti ja vse veš. To preprosto samo niso osebe, ki bi potrebovali vaša sporočila. Torej, obdajte se z ljudmi, ki resonirajo na isti ravni kot vi, kajti v letošnjem letu je predvsem za vas pomembna osebnostna in duhovna rast. Torej, stopate v obdobje, v katerem bo vaša duša se resnično lahko nahranila. Kaj ni bolje, da ste obdani z osebami, ki so podobne integritete kot vi, kot da bijete boj z osebami, ki vas ne razumejo. Torej, v letošnjem letu pazljivo izbirajte svojo okolico, tudi svojo hrano, tudi svoje navade, tudi besede, s katerimi operirate, kajti ste v času, ko zelo rapidno spreminjate svojo lastno zavest, pravzaprav vi še najbolj, obenem pa pri temu pomagate tudi okolici. In število življenjske poti 8. Drage osemke, znate biti zelo zahtevne do sebe, tako bo tudi letos. Bodite odločene, česa si želite in česa ne. Torej, podobno kot za sedmice, tudi za vas velja, ne pršiti svoje energije tam, kjer ni pozitivnega učinka. Torej, bodite osredotočeni na svojo pot, ki pa naj izhaja iz uravnovešene energije, se pravi in duhovne in materialne. To je ena velika, velika lekcija v vašem življenju, kako uravnovesiti tako zgoraj, tako spodaj in izhajati iz svojega srca. Tega ste se učili leta 2022, verjamem, da ste se naučili. V letu 2023 bo življenje pričakovalo, da boste to spravili v prakso ali vsaj v nek otipljiv plan. Torej, ne zapravljate več sebe, svoje dragocenosti tam, kjer ni to spoštovano in kjer za to življenje okolica, osebe, odnosi niso hvaležni. Morda to zelo zveni, kot da vam pumpam ego, pa pravzaprav ne gre za to. Podobno kot sedmice, tudi vi s svojo energijo lahko zelo, zelo pomagate okolici, pa če ta okolica ni tam, da bi to lahko sprejela ali to ni, kar potrebuje, kaj ni škoda. In število življenjske poti 9. Drage devetke, tudi pred vami je leto duhovne rasti, osebnostne spremembe, kar pa pomeni tudi, da se bodo pojavljali v vašem življenju osebe, ki ne bodo pretirano zrele. Pravzaprav pa vam prinašajo sporočilo, da vi izbirate svojo okolico, vi izbirate svoje prijatelje, vi izbirate svojega partnerja, partnerko. Katere okoliščine vi izbirate? Poglejte devetko, uči se zajemanja, ker se vam mnogokrat zgodi, pa je to, da zajemate vse. Svojo stisko, tujo stisko, lačno v Afriki, potres v Namibiji. Postavljajte svoje meje. Leto 2023 vam bo pomagalo pravzaprav ločiti seme od plevela. Kaj je vaše, kaj ni vaše? Kaj je sočutje do nekoga, ki je v stiski, kje lahko ponudite zdravljenje, kje lahko pomagate pri zdravljenju, kje pa pravzaprav vi potrebujete zdravljenje, kje vi potrebujete sočutje, kje vi potrebujete svetlobo in ali si jo resnično znate dati tudi sami. Torej, drage devetke, ne bo vam dolgčas, ne bo negativno leto, bo pa zahtevno leto, predvsem tudi zato, podobno kot za šestke velja. Predvsem delujete čustveno, število 7 je zelo racionalno. Torej, ne trudite se z glavo občutiti in srcem razumeti, ampak ostajajte in ohranjajte svojo lastno vibracijo tam, kjer vi veste, da naj bo.
Tako, to je bil pregled od 1 do 9. Za vse nas, verjamem, da si lahko najdemo v razlagi od 1 do 9. Za vse nas marsikaj tega naštetega za druge tudi velja. Za vse nas bo leto 2023 leto rasti, leto spremembe, leto dvigovanja zavesti. Torej, če karkoli odnesemo s seboj iz te oddaje, je zavedanje, da ste dragocen del celote, da ste dragocen delček mozaika tega sveta, kolektivne zavesti in da se vsi še učimo, da smo ga vsi že kdaj pobiksali in to fajn in vsi ga bomo še kdaj pobiksali in občutki krivde, strahu, jeze, sovraštva, opresije, zatiranja nimajo več mesta v življenju, kajti ne prinašajo nam zdravljenja, ne prinašajo nam ljubezni, ne prinašajo nam svetlobe. In vsi bomo še kdaj zdrknili na nižje vibracije, saj smo vendarle le človek. In ne pozabimo biti v prvi vrsti človek in sočloveku tudi sočlovek. Se pravi, bodimo strpni in sočutni, kajti v resnici, dragi moji, v resnici ne vemo, kaj se drugi osebi dogaja. Morda drugo osebo dojemamo kot zelo srečno, kot lahkotno, kot neodgovorno, kot karkoli že, pa v resnici ne vemo. Ne vemo, kaj se dogaja za zaprtimi vrati, ne vemo, kaj se dogaja v srčku drugih ljudi, v umu drugih ljudi. Lahko pa smo vedno razumevajoči, spoštljivi, strpni in odprti lastni drugačnosti. In pravzaprav to bo največji izziv, pa tudi največje darilo naslednjega leta. Jaz vam želim en čudovit prehod iz 2022 v 2023, stopamo v zelo drugačne energije, ki imajo svoj namen. Želim vam čim lažjo pot, lepšo pot, svetlobo prežeto pot po vaši osebni in duhovni rasti. V naslednji oddaji, dragi moji, pa ne bom tako zelo resna, kajti govorili bomo o ljubezni v letu 2023 in potem še naslednja oddaja bo pa o poslu in obilju v letu 2023, da se bomo na naslednje leto kar najbolje pripravili.